Naša Mura izvira v Avstriji in se na Hrvaškem zlije v Drovu, potom pa v Donavu. V celoti je dolga 444 km, po Sloveniji pa je teče nekaj manj kot 100 km. No, kaj pa je to? Dober dan. Dobar dan. Papir. Papir? Pasoš? Koliko Pelegiju ste prišli, morate imeti dokument. Imam ta dokument. A to... Ne, to je neveljavno. Neveljavno? Ne, to je neveljavno. Morate imeti tako. To je zdaj. Pasoš Republike Pelegije. Z Grabe je prišla Jožica, kjer je nabrola kostaje, ki so simbol kraja. Njena beseda nas je prepričala, ko si poglednemo, kaj vse zanimivega je v okolici Svetega Tomoša. Za ilustracijo lahko povem, da je to, kar je levo od nas, največji otok Slovenije. To je otok, ki je 52 hektarjev velik, to je dejansko največji otok Slovenije, ker z vseh strani je obdan z vodo. Ta bogat rastlinski svet pa potem je botroval tudi različnosti živalskega sveta. Tu je od teh nevidnih vrst, bi rekel nevidnih, je bilo odkritih 15 vrst plazilcev, 15 vrst dvoživk, 9 vrst plazilcev, preko 30 vrst kačjih pastirjev, nekaj 100 vrst metuljev, dnevnih in nočnih. In seveda najbolj atraktivni pa so sesalci, poleg teh, ki so povsod živijo, to je srnjad, jelenjad, divji prašiči, je tu sta zelo zanimivi vrsti vidra in bober. Vidra, čeprav je vode malo, pa rib ni tako dosti, se hrani tudi z školjkami in z raki. Zelo atraktivno pa je tudi bober, ki se je pojavil leta 2006, to je iz renaturacijskega naselitve na Hrvaškem, v Legradu, na sotočju Drave in Mure, so jih naselili in leta 1998, dejansko so v 8 letih se že pojavili tukaj. To pomeni, da imamo Prlek je največji otok v Sloveniji. Največji otok v Sloveniji. Pa to tako nišče ne zna, ne? Seveda ne. Je dobro, ko bomo zdaj tem gledalcem povedali, da je to tu, da so mogli priti tega pogledno. Spoštovane dame in gospodje, dobrodošli na snemanju televizijske oddaje Polka in Majolka.
Dobrodošli v Prlekiji, dragi prijatelji, in dobrodošli na Svetem Tomažu. Dajmo en velik aplavz za gostitelja. Ja, tudi danes bo tukaj zazvenela čisto prava prleška polka in majolka. Danes vse poti vodijo, kot so nekoč rekli, da vodijo v Rim, danes vodijo tukaj v Sveti Tomaž. In ko smo že ravno tukaj, je prav, da zazveni čisto prava prleška himna. In spoštovano občinstvo, tako kot se za čisto pravo prleško himno tudi spodobi, je treba za himno tudi ustati. Z nami pa so Kunštni Prleki in nastopajoči iz naše druge oddaje. Ja, v Svetem Tomažu so ljudje domiselni in radi se pošalijo tudi na lasten račun. Ja, pravijo že tako, no, na svoj lasten račun se večkrat pošalijo tudi Kunštni Prleki, ampak sedaj bomo mi odšli tako, kot se spodobi, za en tak začetek oddaje po himni k godbi. Ja, in preden se bomo tako rekoč posvetili našemu gostitelju, pa na odru pričakujemo godbo Ivankovci.
Tole je bila godba. Sedaj pa lahko rečem, da imam veliko čast, da napovem pravo prleško legendo. Star je 87 let in prav gotovo ga vsi dobro poznate, zaigral pa nam bo v živo gospod Alojz Grnjak. Zima je bila, sneg je pešal, Matjašek pri brati je gojde kotla. Matjašek je gojde kotla. Matjašek je gojde kotla. Liter žganica, dedi so spili, potlam pa si jo povesilovi. Matjašek je gojde kotla. Matjašek je gojde kotla. Dvakrat ali trikrat so se matali, potlam pa si jo so tle so sprotali. Matjašek je gojde kotla. Matjašek je gojde kotla. Črivo so vsi gore nosili, močki pa z jetrami so se mastili. Matjašek je gojde kotla. Matjašek je gojde kotla. Dobro so jeli, dobro smo pili, skoro do polnoči se veselili. Matjašek je gojde kotla. Matjašek je prišel gata domov. Hvala lepa. Ja, takole, mi smo takole z legendo, lahko rečemo, odšli kam drugam kot v dvorano Sveti Tomaž in jaz upam, da se danes dobro počutite in da vas tukaj ne zebe, da ste tukaj, se pravi, siti, da ste tukaj poskrbljeni in tako naprej. In sedaj na oder je prav, da povabimo tudi župana občine Sveti Tomaž. Gospod Mirko Cvetko, en velik aplavz za njega. Jaz mislim, da je sedaj prav, da v imenu občine seveda pozdravite naše gledalce širom Slovenije, pa seveda obiskovalce tukaj v dvorani. Najprej v imenu vseh občank in občanov občine Sveti Tomaž, v imenu vseh tistih, ki ste tukaj v tem našem lepem kulturnem domu, prisrčno dobrodošli in lepo pozdravljeni iz naše mlade, lepe občine Sveti Tomaž. Dobrodošli. Hvala lepa. Tukaj na Svetem Tomažu je vedno lepo in vedno se kaj dogaja. Koliko prireditev pa imate na občini? Če bomo sledili trendu, ki smo ga v letošnjem letu začeli, potem bo ta dvorana v letošnjem letu skoraj naredila rekord vseh rekordov. Namreč danes je že menda 4. dogodek, ki je prepoznaven in jaz srčno upam, da bo leto 2013 mejnik, ko bomo v tej dvorani doživeli nekako prerod v vseh kulturnih in drugih dogodkov. Želim si, da bi bil prepoznaven ne samo za tukaj pri Svetem Tomažu, ampak tako kot današnja oddaja širom po Sloveniji in jaz upam, da tudi preko naših meja. Super, to si zaslužen aplavz. Torej, dragi gledalci in gledalke, dobrodošli v tej dvorani, dobrodošli v občini Sveti Tomaž. Spoštovane gledalke in gledalci, če lahko tako rečem, mislim, da je prav, da povemo tudi to,
da Sveti Tomaž ni neki abstraktni kraj, ki ga Slovenci ne bi poznali. Jaz verjamem, da je Sveti Tomaž kraj, kamor vas je pot že kdaj vodila. Vsi tisti, ki nas danes preko televizijskih spremnikov gledate prvič, pa prisrčno povabilo. Sveti Tomaž je vrata v Prlekijo in če hočete Prlekijo spoznati, potem mimo Tomaža ne morete iti. Zato res mimo Tomaža v osrčje Prlekije dobrodošli. Hvala lepa. Ja, takole, mi smo slišali nekaj zanimivega o občini Sveti Tomaž. Sedaj pa je prav, da se posvetimo še domači glasbi. In le koga ne bi sedaj spustili na oder, če ne njihove domačine, Zlate dečke! Rad našel bi kraj, kjer mogoče še nisva bila, da bi morda tam pozabil na vse. Pa sem spoznal, da bila sva že skoraj povsod. Vsaka je pot meni dragi spomin. Kolikokrat si bila v mojem srcu z menoj, ko muzikant sem s kitaro postal. Strune so pele mi pisem o sreči sveta, sam pa je nisem nikoli poznal. Nekoč bosta uzrli na nebu lep oblak, se spomnili na to, da gledal sem jih rad. Tako sem rad letil, le vaju si želil, na koncu pa izgubil sem obe. Pa zdaj o venili obrača se list. Tiha jesen mu prinesla je kraj. Rad na drevesu bi sanjal še zimske noči, njemu pa zdaj ni ostalo moči. Bosta uzrli na nebu lep oblak, se spomnili na to, da gledal sem jih rad. Kako sem rad letel, le vaju si želil, na koncu pa izgubil sem obe. Pa izgubil sem obe. Ja, Zlati dečki so tole, seveda. Kako se počutite doma, lahko rečemo? Ja, doma se vedno počutimo najbolje, na tem odru pa še posebej. Naša stara dvorana je majhna, ampak zelo radi nastopamo tu in smo veseli in ponosni, da je Polka Majolka nocoj prišla med nas, pa mislim, da se vsi strinjamo tu v dvorani. Hvala lepa.
Povej mi nekaj, večkrat nastopate tudi doma, večkrat nastopate tudi za domače občinstvo? Ja, če sem čisto iskren, mogoče za domače še najmanj, vendar pa letos se pa kar v naši občini pri Svetem Tomažu ogromno dogaja. No, letos, konc lanskega leta, začetek letošnjega, vmes je bil tudi naš jubilejni veliki koncert ob 10-letnici ansambla, sicer v večji športni dvorani, ampak drugače pa kar radi se udeležujemo vseh stvari, kamor nas domačini povabijo. Sicer pa, kaj Zlati dečki pripravljate, kaj bo letos novega? Ja, novega. Pravzaprav je tako, da skladbe za to leto so že pripravljene, počasi se snemajo, tako da upamo, da bo letos kak nov video spot, pa čim več nastopov. Super. Pozdravimo torej še enkrat Zlate dečke, spremlja pa jih seveda domača folklorna skupina. Tiho čas beži. Že razmišljate, kaj podariti na Valentinovo ljubljeni osebi? Za rešitev so poskrbeli v gostišču Brenholz na Jeruzalemu. V soboto 16. februarja vas vabijo na Valentinov ples z glasbeno gostjo Tanjo Žagar. Ob poskočnih melodijah priljubljene slovenske pevke, Valentinove večerje in žlahtne kapljice bo nepozabno darilo vaši najdražji osebi. Za podrobnejše informacije, rezervacije in nakup kart pokličite 02 719 45 04 ali 031 253 067. Naj bo nepozabno Valentinovo na Jeruzalemu. Predstavljamo vam našo klet Muzej Brumen iz Koračic v občini Sveti Tomaž. Simbrača je kulturna dediščina in je stara vsaj 255 let.
Obnovljeno zidanico s starinsko kletjo smo uredili v muzej, v katerem želimo predstaviti, kako so živeli in delali naši predniki. Ob vašem obisku vam bomo ponudili vino iz naše kleti, domači ekološki jabolčni sok, kruh iz krušne peči, zaseko sir ter meso iz tünke. Vabljeni na ogled Prleške cimprače. Pomlad se razgrinja čez polja, jutro se v krošnjah budi. Ko bi le mogel deliti vse to s teboj, a daleč si. Življenje je polno prepadov, čas je razdvojil poti. Ko bi le našel, katera je tista, tam, kjer si ti. Moji hčerkici, sanjavi nežni deklici, pojem, da nikdar ne bi pozabil teh oči. Kako naj ji povem, da jo pogreša, a ti njim, da le za njo živi, po njenih kudrih repeni. Čez polja, jutro se v krošnjah budi. Ko bi le mogel deliti vse to s teboj, a daleč si. Življenje je polno prepadov, čas je razdvojil poti. Ko bi le našel, katera je tista, tam, kjer si ti. Moji hčerkici, sanjavi nežni deklici, pojem, da nikdar ne bi pozabil teh oči. Kako naj ji povem, da jo pogreša, a ti njim, da le za njo živi, po njenih kudrih repeni. Kako naj ji povem, da jo pogreša, a ti njim, da le za njo živi, po njenih kudrih repeni. Ja, to ne bilo nekaj domačega. Res je. Ampak sedaj so mi rekli, da tukaj na Svetem Tomažu zelo, zelo radi plešejo. Radi plešete? Seveda, kajti sedaj se nam predstavlja folklorna skupina Unterca iz Svetega Tomaža.
smo zaplesali, sedaj pa bomo predstavili še te 4 prijetne ženice društva Gospodin občine Sveti Tomaž. Dajmo jim en velik aplavz. Bomo kar tukaj le začeli, takole kar tukaj na koncu. Tudi vi delate rožice, kako to? Prleki vidim, da radi delate samo rožice, ali kako? Ja, jaz imam bolj liste v rokah, ne pripravljam za prijateljico, ko dela tu naprej, drugače pa delam ostalo tudi, ne? Aha, super, ja, dobro to. Tole tudi diši, a ne? Ja, moraš si misliti, da diši. Aha, slišal pa sem, da so to ena prav posebne rožice, nikoli ne ovenejo. Ne, to pa ne, ker naši moži to negujejo, tako da ne venejo. Super, dobro. Tukaj imamo, to je tudi za rožice, ali kako? Ja, to je tudi za rožice. To pa so takšne rožice, ki se dojo prati, ki več let ostanejo. Ni treba vsakšo leto novih delati. Aha, to je rekla, da se je naučila pri Gorencih. Ja, aha, dobro. Sicer pa poleg tega, da rade delate, rade tudi pečete, je tako? Ja, dosti pečemo, pa kuhamo, tudi jutri bomo imeli en tečaj, ki bomo vse z ajda delale, pogače, kruh, vse bomo jutri delale. Dobro bi bilo, da mi dva malo poveva, kaj imamo tukaj. Torej, tole je kaj? To so slanike. Slanike, ki nas navadno spremljajo na kakšen izlet, ali pa če imamo kako fešto, ali pa kaj, da lažje kakšen kozarec popijemo. Aha, to je zaradi da lažje kozarec popijete. Aha, dobro. Tukaj imamo potem polno slaščic, to so kakšne posebne slaščice? To dela ena od naših gospodin tudi, ne? To so resine, drobna peciva in to. To vidim, da je iz semen bučnih, ne? Ostalo pa ne. Dobro, bomo mi še malo semle na tole stran šli. Tukaj pa imamo tudi gibanico, to je ena prav posebna prleška gibanica. To je pa kvasenica, mi rečemo. Delano je zglih taki skutaj smetane in kvašeno testo. Super, poskusili bomo malce kasneje. Potica je tudi prleška? Vse je prleško, vse je to iz našega društva, smo zelo delavne, rade pečemo, rade se družimo. Se mi zdi, starejše smo, rejši odidemo od doma. Starejše ste, raje odidete od doma. Dobro, ja, super. Pridno delajte še naprej. Jaz vam želim veliko uspeha in dajmo jim en velik aplavz, da so se odzvale našemu vabilu. Društvo Gospodin občine Sveti Tomaž. Sedaj pa, če ste za to, vi tukaj v dvorani boste bolj razumeli kot jaz k čisto pravemu in pristnemu prleškemu humorju. Jaz bi vam zdaj rad nekaj na kratko povedal, ki je tu za tako aktualno v tem našem parlamentu, tam, ko ugotovljajo, če pač mojo ustrezno izobrazbo, pa verjal vi, kak je tu tudi. Pa ena ovega se nagujem, ko ne bi smel tam biti, pa tu. To te ne verjajo, kamujo teko izobrazbe, ko bi pač mogli imeti. Meni pa nišče ne verjali, kako malo razredov v osnovne šole. Vače pa, jaz sem se zato v življenju kako teko znajšel. Tam, gdje je pač trebalo pritisnuti, tam sem se tele malo držal, tako je, ni bilo tako hudo, ne. Ploče pa kak znotraj, nekdaj so ni bile, Bog ve kaj, pa zdaj tudi umrejo, pa kakšna kodi ploča bo, premala bo, ne. Samo jaz pa sem, te pa tudi smo dobili pločo, te pa preklijajo, jaz sem tako malo dobil, pa jaz sem tako malo dobil. Ja pa sem rekel, ja pa sem še tako prokleto dobro dobil, pa te temu, kako sem trudil v delu vložil.
Te pa sem imel enega padošta, jaz sem bil na svinjski farmi čuvaj nučne, 18 let. Te pa je ena moj padošt tam zvržel, pa je rekel, ko bi pač mami, ko nekdo tu prišli, ko bi videli, ki je doma pa tu, ne. Te pa se, te pelamo, te pa smo se tam mimo farme pelali, te pa sem pravil, mami, ko tu jaz delam, sun sem tu v noči, ne. Te pa so pravili, kak si te sun, če pa je 12 000 svinj. Sedaj pa je prav, da prisluhnemo še lepemu petju. Kajti tukaj z nami so pevke Svetega Tomaža. Tomaževska zmilja slovela, kriha pa vina zadosti je imela. Gledmo vesice pa tudi v brege, vsakšnemu dobro posrednjem še gre. Sejančar prav ma obdelane njive, travnike lepe pa hlebe vse žive. Šume, gorice pa pune kleti, srebrne pene ze skrite drži. Tudi brato neče vzad neče ostati, hiše ma lepe napisanoj trati. Vsakšni je bogat, je kmeta žela, mala ves tudi in lepi je par. Sovčari leko križ roke držijo, ki si tam v čreti živino redijo. Dobrega vina nakotajo v klet, tiho pa hodijo tolarov štet. Rakovci tudi prav dobro živijo, v tihi dolini se skriti držijo. Samo da komaj k vam najde se pot, kon se obrneš, tam vidi se plot. Rücmanci pri vas je tudi dobrota, čegli po bregih je mnoga sirota. Kmetov je malo, pa vsak je bogat, Senčak in Rücmanski vrgre vsakrat. Mezgovce, Trnovce, Manzel in Štukom, vsakšni gospod je pod svojim klobukom. V tihi dolini jim nič ne fali, kmeši se tudi predaleč ne zdi. Hodmo še v koračko lepo dolino, tam ma faraon vsak po smrt domovino. Zato igrajati ni še ne sme, dobro jim ide po noči po dne. Malo doj niže so še pršetani, travnikov meje so bolj med bregami. Pa če ga pitaš, če kaj mu fali, vsak šide reka, da dobro živi. Grm pa hranjigovci, travniki vaši, koji pa krave so radi na paši. Proti ne stavi se vinu noben, radi ga pijejo noč in den. Lahonci, vaša dolina je lepa, zemlja peščena pa dostikrat slepa. Lahonsko vino vam greje telo, če ga ne nese ga kota domu. Hodmo čez Kungito in čez Žvabe, pridemo doj do Kličarovske grabe. Boljšo je leto, boliva rodi, doj od Sinjika vam dež pognoji. Vekše vesice sem zaimenuva, Svetega Tomaža pa bolj bo spoštuva. Kak nam pri svetem Tomaši kaj gre, le
pri svetem Tomoši kaj gre, lahko faraon vsak nedelo izve. Ja, pri svetem Tomažu radi pojejo. Ja? Slišali smo sedaj, kako zapojejo. Sedaj pa se bomo spet malce z glasbo preselili v kakšen drugi kraj in na odru pozdravljam naši stari znanki Saro in Tejo. Legla sem v travo, gledala sem sončno nebo. Šepnila sem tiho, danes res mi je lepo. Videla sem ptice, letijo v modrino neba. Rada bi z njimi šla v svet, ki ne pozna solza. Ki jo poje iz srca. Daljavi odmeva tiha pesem žanic, zložile so v snope mnogo žitnih so kraljic. Poletiva visoko preko žitnega polja, srcu nosiva glasbo svet brez meja. Slišiva veter, ta veter poje pesem neba, ko se dan poslovi, noč na zemljo se spusti. Se vrneva srečni v domači pristan. Poletiva visoko preko žitnega polja, srcu nosiva glasbo svet brez meja. Slišiva veter, ta veter poje pesem neba, dan poslovi, noč na zemljo se spusti. Se vrneva srečni v domači pristan. Ja, sedaj pa, kako naj rečem, spet se vračamo v Prlekijo. In to z ansamblom, ki ima tudi v svojem imenu ime Prlekija. Pozdravimo torej ansambl Prlekija!
cajti so takši, ko vse te skrbi. V Prlekijo k nam se odpravi, ko mislite zrak že preveč diši in pričam ti dobro ne dane. Na svetinjah Vormoži boljše je vse, zagledneš prelepe gorice. Radosti puno, nobene skrbi, pri nas boš ostal več dni. Tak kak ali tudi je, Prlek spozna, dere prišaje na svet, ka vino ni voda, ni ginega lepšega, kak je zemlja prleška. Vino gene sorem lode vsačega, ni ginega lepšega, kak je zemlja prleška, taka kali tudi je. Če vinček imaš rad, ostani pri nas, Prlek ti Boga natoča. Mes pa še kruha in mesa boda, ka ne bi te lakota vzela. Če pa slučajno premalo ti bo, te v svetinsko klet bo odpela. Tam vida in kuša boš 1000 dobrot, takših neš dobagi gor. Tak kak ali tudi je, Prlek spozna, dere prišaje na svet, ka vino ni voda, ni ginega lepšega, kak je zemlja prleška. Vino gene storem lode vsačega, ni ginega lepšega, kak je zemlja prleška, taka kali tudi je. Taka kali tudi je. Takole, ansambl Prlekija tukaj pri nam na odru, nimate nobene ženske, škoda. Boš ti pravi za to, ti si za stike z javnostjo. Tudi lahko, vendar ponavadi je šef basist ali pa klarinetenist. Ma dobro, gremo k njemu takole, ja. Aha, dobro, so on je basist, pa kitarist, pa vse takole, ja. Midva bova pa kaj povedala o ansamblu Prlekija. Ja, rekla bomo to, od zadaj vidimo eno lepo sliko, mi smo od tam, kjer je Jeruzalem. Super, ja, tam, kjer je dobro vino, sem slišal danes. Ja, najboljše. Zato bomo tudi peli, naslednja skladbica bo samo o vinu. Aha, ampak drugačen, veliko vi pojete o vinu tam v Jeruzalemu, pa tam v okolici. Ja, pojemo največ, ko pijemo dobro vino. Aha, dobro, dobro. Za drugič, da vem, sicer pa, kaj bo letos počela ansambl Prlekija, kakšni načrti? Ja, letos pa sama zamenjava. Po novem letu smo začeli, basista imamo novega, imamo harmonikaša novega. Aha, zato še ne ve, aha, klarinetenist, ali kako je rekel, ja, dobro. No, rad pa bi še to rekel, da do dobrega vina, to, kaj bomo zdaj odpeli, je težko priti. Muka je, dosti dela, dosti znanja, da se to v sodu dobro izšola, seveda pozneje ga vsi, mi in pa drugi radi pijejo. Upam, da bo tako tudi ostalo, si ga bomo, a ne potem. Ja, tako, zdaj pa še eno pesem in ansambl Prlekija. Vasica Metrsje, moj rojstni je kraj, najlepša dežela tu zame je raj.
izpaže grozdje na trši zori. Za leta v Gorica sem delal težko, a letos sem moral vzeti slovo. Starost mi vzela je zadnje moči, zdaj lahko samo še v senci sedim. Stare kosti, ormoško pimo ogrelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Zlato za dušo telo. In drugi teden se ponovno vidimo v naši prav posebni prleški oddaji. In do takrat lep pozdrav in nasvidenje, dragi gledalci in gledalke.